Recimo, par mesecev nazaj sem bil skupaj na eni konferenci z Hararijem, tem, ki je ta Sapiens napisal, in on je imel, konferenca je bila v zavesti in on je imel predavanje, suffering, torej zavest je zmožnost trpljenja. To je bila njegova definicija zavesti. Zato, ker je rekel, pač, če lahko neki trpi, potem je zavestno. Ne? Kar ni toliko neumno, ne? Na nek način. Čeprav, ne vem pa, zakaj ni rekel, je zmožnost sreče, kar je čist isto. Ne? Ampak zdelo se mu je, da to, če bi nekdo pogruntil, kaj je zavest, bi pa morala politika to resno vzeti iz tega vidika. Ne? Da tisto, kar je zavestno, ne trpi. Ne? Torej, recimo, če bi odkrili, da so živali zavestne, bi morali čist drugače pa delovati z njimi. To je bila njegov point, zelo humanističen in lep point. Na nek način. Pa če bi roboti bili zavestni, smo etično do njih odgovorili. Tako bi, exactly, ja. No, tako da tukaj jaz se bojim, da je to on zelo, kot zgodovinar, zelo naivno pogledal. Ne? Tukaj ni če bi res bil sam en parameter, trpljenje ali pa kvaliteta življenja, pa bi se dali tako. V resnici pa nimamo, to si nekako subjektivno si izbral nek bolj slabš. Ne? V znanosti je to čist neoperacionabilno, ne? Ti ne moš nič s tem zmeriti v resnici. Ne? Ti lahko dokaj rečeš, ima pa boljš, ampak to je samo tvoja ocena, ne? Ni objektivna. On bi mogel oceniti, recimo, vsak bi mogel, tako kot vi delate te raziskave, ko vprašaš ljudi, ne? In zmeraš teh data pointov neskončno, ne? In potem simuliraš vse in jaz mislim, imam intuicijo tako, da bi simuliral točno to stvar, ki se nam dogaja. Ne? Ker pol imaš ti v bistvu življenje včasih težko, ne? Ampak zato je vredno in včasih je lepo zaradi težkega, ne? Zaradi kontrastov. Ne? In mogoče je to, če navežem vse na ta simulation, ki smo prej govorila, ne? Mogoče je to najboljša možna simulacija zate. Ne? Da je to že ta pleasure oziroma happiness. A veš, zdaj pa se vračam k tistemu, kaj zdaj ta simulacija počne? A ti občutke simulira, torej ti nekako tvoje emocionalno stanje simulira, ali vse, kaj? Vse. Kaj to pomeni vse? A imaš ti neko možnost, neke geste znotraj tega? Ne. Ampak to je pa tisto, kar sem prej rekel, če nimaš zmožnosti geste, potem nisi zavesten. Ker ničesa, ker se vse zgine pol. Bolj tako mislim, ne, recimo, če bi mi tehnološko prišli do neke res advanced točke, do singularnosti tehnološke, ne, in recimo, da je vse popolno, bi ugotovili, da to ni dobro življenje, popolno življenje, ne. In bi mi si sami ustvarjali v bistvu neko življenje, ki ima... Tako v Matrici, veš, ko so morali. Če gledaš biblijsko zgodbo, se malo sklada, ne? Ker Bog je, recimo temu, popoln, edina stvar, ki je Bog, vse je lepo in moraš malo narediti kaosa, da je sploh stvar zanimiva. In v tem smislu je lahko tudi life ena igra Boga, v bistvu sam sabo ki rabi imeti nek teren, ne? Tako. Ne more biti se gladko, ker potem ni nič. Ja, se strinjam. Zdaj, mislim, s temi simulacijami, ne, tukaj je toliko enih korakov še vmes, ne? Tako da ne vem, ampak če pa recimo grem nazaj na tvojo predpostavko, da bi naredili tako simulacijo, ki bi najbolj možno srečnost dala uporabniku, optimalno srečnost mu dala, a bi to podprl ali ne. Ne vem, zdaj še enkrat ponavljam, jaz nisem proti tehnologiji, ne? Absolutno nisem proti tehnologiji, jaz sem sam ne zdi se mi to primarno. Ne? Jaz mislim, da, no in zdaj mogoče lahko odgovorim na to vprašanje, mislim, da je primarno, da imamo enega človeka, ki je ful moder, ne enega, da razvijamo modrost, neko modro, umirjen pogled na to, kaj sploh je svet, kaj je življenje, en pogled, ki ni fanatičen, ki je pripravljen živeti z negotovostjo, ampak vse in proba nekako modro videti stvari. In tak pogled bi bil potreben
zato, da bi potem rekel, a bom jaz zdaj priključil na to ali ne. In jaz recimo čutim, ampak je pa zelo verjetno, ekstremno verjetno je, da jaz nisem še tako moder. In zato, ker nisem, to, kar bom rekel, je mogoče čist narobe, ampak jaz čutim, da če bi jaz imel to modrost, si ne bi želel se priključiti. Enkrat sem delal intervju, ki ga pa nisem nikoli objavil, z Paulom Hallerjem, tem zenonskim učiteljem, ki je hodil v Slovenijo, pa jaz sem bil takrat v San Francisco pri njemu, ki je bil šef tega San Francisco Zen Center in sem točno to vprašanje postavil. Jaz nisem rekel simulacijo, sem rekel, če bi imel eno tableto, ki bi te naredila popolnoma srečnega, a bi jo vzel. In on rekel, ne, absolutno ne, zato ker bi vsa ta matranje, pa vse to, ki me je mogoče največ naučilo, zgubil. Zdaj, seveda ti pa praviš, kaj pa, če bi tudi to matranje v simulacijo dali. Tako vedno lahko dodatne informacije daš. Tako, mogoče, ja. Ampak veš, kaj bi se mogoče zgodilo na koncu? Zdaj bom naredil oštro spekulacijo. Če bi recimo vse to naredil, da bi naredil popolno simulacijo, ki bi najbolj popolno optimalno izkušnjo omogočala ali pa provocirala, bi to bil ta svet. Tako? Vse to sem hotel povedati. Bi prišel nazaj na točko 0. Tako. Aha, okay, ja. Pa sej, a veš, kaj so se pogovarjali o meditaciji? Zdaj si me pelal skozi, da sem sam pogruntil. To je dobra pedagogika. Ne, sej prej sem omenil, sam ne zgleda si presli. Zdaj sem pa zaštekal, kaj misliš? V nekih takih globokih izkušnjah meditacije ali pa psihedelikih, jaz imam tako izkušnjo, da pridem, ali pa ljudje tudi pravijo, prideš do spoznanja, sem točno tam, kjer moram biti in vse je popolno in vse je enost in jaz sem združen z vsem in vse, kar se dogaja, je točno tako je prav, da se dogaja. Ne? Ja. In to je ta zlitje z Bogom, ne? Bog je itak taka beseda, ki vsak ima itak svojo neko definicijo, pa zelo balasta je gor na njej, ne?